dirko pred koncem svetovnega prvenstva v motokrosu Tim Gajser ostal brez rdeče številke vodilnega v skupnem seštevku razreda MXGP. Z dirkama v Krškem in Pragi se je končalo Evropsko prvenstvo parov za mlade upe Speedwaya na 250 kubičnih motorjih. Slovenija četrta v Evropi. V Lukovici so člani AMTK Koper pripravili četrto dirko državnega prvenstva Slovenije v trialu. V AMZS karting in motošportnem centru v Sloveniji vasi se je končalo letošnje državno prvenstvo Slovenije v kartingu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Dirko pred koncem svetovnega prvenstva v motokrosu je v razredu MXGP Tim Gajser po preizkušnji v Šanghaju izgubil prvo mesto v skupnem seštevku, saj ga je prehitel Jorge Prado. Španec v finišu sezone vozi zelo odločno in agresivno, kar mu je na zadnjih dveh dirkah v Turčiji in na Kitajskem prineslo prvi mesti. Turško preizkušnjo v Afjonkarahisarju je Gajser začel s prvim mestom v kvalifikacijah, a odlični španski voznik in aktualni branilec naslova svetovnega prvaka je nato v obeh vožnjah demonstriral vrhunsko pripravljenost in slavil zmago. Da je Prado v izvrstni formi, je nato potrdil še na Kitajskem, kjer so zaradi prihajajočega tajfuna praktično čez noč spremenili urnik in namesto v ponedeljek so dirko izvedli v nedeljo, za nameček pa še brez kvalifikacij. Za štartne pozicije je veljal najboljši čas kroga, ki so ga vozili malce pred vožnjama za točke svetovnega prvenstva. Gajserju se je prva vožnja zalomila praktično takoj po štartu, ko je pred drugim ovinkom padel in močno zaostal. V nadaljevanju, ko je lovil tekmece, pa je bil nato na tleh še dvakrat. V cilj je z okvarjenim motorjem pripeljal šele na 17. mestu. V drugi vožnji je nato skušal popraviti, kar se je dalo, a Prado je bil neulovljiv. Čeprav se mu je Gajser nekajkrat približal, ga ni zmogel prehiteti. To je pomenilo zmago Prada v drugi vožnji in tudi na dirki, ter prevzem rdeče številke za zadnjo dirko sezone, za katero ima 7 točk prednosti pred slovenskim motokros asom. Če se bo Gajser bolj grenko spominjal preizkušnje v Šanghaju, pa ima veliko več razlogov za zadovoljstvo v finišu sezone Jan Pancar. V Turčiji je tekmoval v okviru svojih zmožnosti, na Kitajskem pa je nato eksplodiral. V vožnji na čas si je privozil 4. mesto in si s tem močno olajšal izbiro štartnega položaja. V prvi vožnji je nato z 8. mestom izenačil svoj najboljši dosežek med svetovno motokros elito. V drugi pa se je povsem enakovredno kosal z nekaterimi najboljšimi, ter jim pokazal, iz kakšnega testa je, čeprav ne tekmuje s tovarniškim motorjem. Ciljno črto je prečkal 5., pa je bil tudi skupno na dirki, 2 mesti pred Gajserjem. V skupnem seštevku ostaja na 14. mestu in lahko povsem realno upa, da bo po zadnji dirki v Španiji še mesto višje. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Mladi vozniki slovenskega Speedwaya od 12 do 16 let so na 250 kubičnih motorjih v tej sezoni naredili lep korak naprej v razvoju. V okviru Evropskega prvenstva parov so Sven Cerjak, Gregor Zorko in Tilen Bračko potrdili, da se lahko enakovredno kosajo z vrstniki. Fanti napredujejo iz leta v leto, vedel sem, da so v evropskem vrhu. Na drugi dirki v Krškem so pod vodstvom selektorja Gregorja Arnška zasedli drugo mesto za favoriziranimi Poljaki.
Rabili smo samo še eno dirko, kjer se nam bo vse poklopilo in bomo lahko tudi to pokazali. Eno točko samo za Poljaki, mislim, da je zadosten dokaz, da pašemo sam v evropski vrh. Proti Poljakom je mogoče malo težji, ker ipak so svetovni prvaki, najboljših na svetu in pač kaj je. I'm very satisfied with the results. We managed to win, we managed to get some points to the leadership. V slovenski trojki voznikov se je vsak potrudil in prispeval po svojih najboljših močeh. Pa rezultat je vredno drugo mesto. Jaz nisem veliko naredil za njega, sta bolj vozila Gregor pa Sven. V tej sezoni je glavno breme nosil dvojec Cerjak-Zorko. Tilen in pa Gregor napredujeta, vendar potrebujeta še več stabilnosti v sami vožnji. Oba dva sta dosti dobra voznika. Zorko je imel letos kar nekaj smole s padci, tudi tokrat na dirki v Krškem v obračunu s Švedsko. Jaz sem šel pač na notranjo linijo, ker sem bil prvi, on je bil že na notranji liniji in pač ni mogel nič in je šel sem v mene. Potem sem se pa kotalil proti Blazinam, pa sem zadev še njegov motor mal. V bistvu ta padec ga je malo zresetiral in je potem v zadnjih dveh vožnjah pokazal dejansko svojo kvaliteto. Cerjak iz preizkušnje v preizkušnjo dokazuje, da je v tem trenutku prvo ime med mladimi speedway vozniki v Sloveniji. Za drugo rundo smo takoj malo popravili motor in s tem istim nastavitvom sem pol vozil do konca. Delal sem trojke. Sven iz dirke v dirko dokazuje, da dejansko spada v samo evropsko špico. Ne dela napak, je stabilen v tehniki vožnje in v glavi. Na zadnjo vožnjo sem malo dvomil, da nam bo ratalo 5 viko sekati, ampak nama je. Na zadnji dirki v Pragi se je Sloveniji za las izmuznilo skupno končno 3. mesto v Evropi. A tudi 4. za prvaki Poljaki, drugimi Britanci in 3. Nemci je pokazatelj, da lahko slovenski fantje v naslednji sezoni napadajo eno od evropskih odličij. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Poligon Avto-Kveder v Lukovici je tradicionalno prizorišče preizkušenj za točke državnega prvenstva v trialu. Organizacija tekme je bila v rokah članov AMTK Koper, ki so jim nesebično na pomoč priskočili člani domačega AMD Lukovica. Bi se pač res zahvalil moštvu iz Lukovice, ki so nam to omogočili. V dokaj zahtevnih razmerah so morali tekmovalci prevoziti 5 sekcij, vsako 4-krat v časovnem oknu 4 ur. V najzahtevnejši kategoriji T1 je bil najboljši Lovro Setnikar. Tekma se mi je zdela v redu, tudi sam se mi je zdelo, da sem imel kar dober dan. Pa ja, z motorjem sem se tudi ujela v sekcijah. Mladi Setnikar je letos premierno nastopal tudi na Evropskem prvenstvu. Te tekme na Evropskem sem si vzel bolj kot trening, ker sem vedel, da kakšnih večjih mest itak ne morem pričakovati. Se mi je zdelo, da sem se kar veliko tam naučil, da sem lahko sem prinesel. Tudi zato mu Luka Ožbolt, ki je bil tokrat drugi v kategoriji T1, ni bil kos. Bil je zelo iskren. Za svojimi vožnjami nisem zadovoljen, ker sem pač imel veliko padcev in vem, da bi lahko dosti boljše vozil, ampak s tem, da nisem navožen, da nisem nič treniral, sem pač zadovoljen. V kategoriji T2 je bilo zelo izenačeno. Na sekcijah sta se za prvo mesto borila Marino Velušček in Borut Vipotnik. Bi rekel, da sem uspel čez poletje malo več trenirati, tako da sem se dirke lotil bolj mirno in samozavestno. Sem nekako planiral na začetku narediti tisto ta glavno, več, manj z manj napakami, ampak sem točno to naredil na koncu. In na koncu je zmagovalca odločila ena sama kazenska točka, ki je bila v korist Veluščka. Sem nekaj, bom rekel, upal, proti koncu sem naredil par napak, tako da ta možnost o zmagi nekako sem jo opustil.
Vipotnik izgovorov za vožnje in napake ni iskal v zahtevni podlagi in razmerah. To je trial, lahko bi še bolj deževalo. Je pa res, da so tu pogoji odlični, ker je podlaga rodnata in srkuje vodo in ni blatno. Tretje mesto je tokrat osvojil Kyle Milne, ki ni bil optimalno pripravljen, saj ga je pred dirko nekoliko načelo zdravje. V kategoriji T3 je v odsotnosti Mirka Meška na sekcijah kraljevala Ines Pezič-Pregrad, ki si je oddahnila, da ni bilo sicer običajnih 2 sekcij v gozdu. Tistih 2 sekcij nisem kaj zelo pogrešala, ker vsi vemo, da bi se v bistvu tam kar precej valjali po tleh oziroma bi imeli kar težave danes jih odpeljati, glede na to, kako namočen teren je. Sekcije tukaj na poligonu Lukovci pa moram reči, da so bile kar primerne okoliščine. Drugo mesto si je privozil Sebastian Sikovšek, ki je osvojil tudi drugo mesto med mladinci za Laurom Setnikarjem in bil navdušen nad postavljenimi sekcijami. Sekcije so se mi zdele super. Res je, da dolgo nisem treniral zale, se dolgo nisem fural, drugače sem pa užival. Meni je bilo super. V kategoriji T4 je prijetno presenetila Tinkara Mes, ki je potrdila, da se trdo delo na treningih prej ali slej poplača z dobrim rezultatom. Meni so bile danes sekcije ful lahke, sem jih z lahota prevozila. Drugo mesto je zasedla Nina Pirc, ki je razmočen teren ni pretirano oviral. Itak smo navajeni trenirati tudi v mokrih in si navajen po različnih podlagah voziti in se temu prilagodiš. Tretje mesto v tej kategoriji je pripadlo Lauru Kvedru. V konkurenci žensk je bila najboljša Ines Pezič-Pregrad pred Nino Pirc in Ano Unterlechner. Med otroci pa je bila najboljša Tinkara Mes. Drugo mesto je zasedel Nejc Setnikar, ki stopa po stopinjah starejšega brata Laura. Sekcije so mu povzročale kar nekaj preglavic. Ene so se mi zdeli take srednje, ene so bile pa težke. Ni bilo glih najlahkih. Naslednja preizkušnja, ki bo zadnja v sezoni državnega prvenstva Slovenije v trialu, bo konec septembra v Mačkovcih. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. AMZS karting in motošportni center v Slovenji vasi je bil prizorišče 4. in hkrati zadnje dirke za državno prvenstvo Slovenije v kartingu. Tekmovanje, ki je štelo tudi za pokalno prvenstvo in še nekatera tuja prvenstva, je tokrat potekalo v dežju in v zelo težkih razmerah. Ne, ni mi bil problem dež. Ta proga je moja proga, ker sem tu doma, pa dež, rad imam dež. Dež ali pa suho je isto. Ne vem. I mean, yeah, we are used to driving the rain. Just the second race was a little bit, the track was drying very fast. Iskrene čestitke organizatorju današnjega karting tekmovanja AMD Ptuj, kajti v današnjem vremenu je organizator opravil svoje delo odlično. V konkurenci razreda Rotax Micro se najmlajši niso niti malo ustrašili pogojev za dirkanje. Kljub mokremu asfaltu, ki ni nudil pretiranega oprijema gum, so vozili pogumno in samozavestno. Vnovič je bil najboljši Timon Grgič, ki se je veselil tudi naslova državnega prvaka. Zelo sem zadovoljen, pa par dirk bi šlo pa lahko še boljše. Druga v državi je Neli Štrajher, ki je tokrat manjkala, tretji pa Jaka Levar. V kategoriji Rotax Mini je skozi celotno sezono dominiral Maj Tušek Haladeja. Tudi v Slovenji vasi ni bilo nič drugače. Zasluženo je osvojil naslov državnega prvaka. Današnja dirka je zelo dobra. Bil sem kvalifikacija prve, pa vse 3 dirke. Sezona pa bila tudi dobra, ja. Drugo mesto skupno v prvenstvu je zasedel Filip Ferk-Žerak, tretje pa Miha Pirjevec.
Vsi, ki so vozili v tem razredu, so napredovali v znanju, predvsem pa so navdušili z brezkompromisnimi vožnjami. Dirka v razredu Rotax Junior tokrat ni štela za točke državnega prvenstva, saj se je prekrivala s svetovnim prvenstvom v kartingu, ki je bilo v Angliji. Slovenijo sta tam z licencama AMZS v razredu OK Junior zastopala Oskar Poberaj in Jure Levar, ki pa sta ostala žal v ozadju. Levar si je sicer privozil naslov najboljšega v domačem prvenstvu, v katerem je drugo mesto zasedel Nik Brecelj, tretji pa je bil Maj Rakuša. V razredu Rotax Max je v slovenskem prvenstvu dominiral Nik Trobec. V Sloveniji vasi ni dovolil presenečenja in je slavil novo zmago ter potrdil naslov najboljšega v državi. Sezono smo zamenjali tim, smo začeli full uredi, pol smo imeli padce in vzpone. Za Tropca je to 6. da je državni prvak. Nove cilje povezuje s centralno evropsko cono. Drugo sezono zmaga čez cestne. Drugo mesto v državnem prvenstvu je pripadlo Taju Kovačiču, na tretjem pa je pristal Maj Sadar. V razredu DD2 je Ksenge Ruve potrdil primat najboljšega voznika v državi. Letos pa je po visokih mestih posegal tudi na mednarodni sceni. Serijski zmagovalec je naslov prvaka osvojil 6. zapored v karieri. I'm all the time pushing for more, so as long as I have the fire, let's say, I will keep going for the 7th and the 8th. So. Drugo mesto v državnem prvenstvu si je privozil Dimitrij Mlakar, tretje pa Aljaž Vidmar. Domača karting sezona je tako končana. Avtomoto zveza seveda je ponosna na ta karting center tudi tukaj v Sloveniji vasi in verjamemo, da ga bomo v prihodnje tudi nekoliko še nadgradili, da bodo tekmovanja še bolj interesantna in še boljša. Zdaj bo dovolj časa za analize opravljenega, ter tudi načrte in nove cilje voznic in voznikov za novo tekmovalno leto 2025. V soboto 28. septembra bodo člani AMD Štefan Kovač Murska Sobota v Mačkovcih pripravili 5. in hkrati zadnjo dirko sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu. V nedeljo 29. septembra bo v AMZS karting in motošportnem centru v Sloveniji vasi vse v znamenju zadnje dirke državnega prvenstva v mini cestno hitrostnem motociklizmu, po kateri bodo znani državni prvaki. Prav tako v nedeljo 29. septembra bomo dobili državna prvaka v članski in mladinski kategoriji v Speedwayu. Dirka bo na ovalu v Petišovcih pri Lendavi.